Preden začnemo politično soočenje o tem, kakšne bi morale biti politične posledice ugotovitev KPK-ja, da je premier Golob kršil integriteto, z nami so Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda, Luka Goršek iz SD-ja, Alan Medveš iz Levice, Aleš Hojs iz SDS-a in Vida Čadonič Špelič iz NSI-ja. Poglejmo, kakšne so bile politične posledice ugotovitev protikorupcijske komisije pred 13 leti. Luka Črne. Januarja 2013 pred kamere stopi takratni šef Komisije za preprečevanje korupcije in predstavi ugotovitve leto in pol trajajoče preiskave. Posledice tega poročila so lahko samo dvojne. Ali nas vse skupaj zaprejo, ker smo neosnovano, neutemeljeno očrnili in napadli najvišje predstavnike države. Ali pa ti sprejmejo odgovornost. Na 25 straneh poročila pa dva takrat najvplivnejša politika Janez Janša in Zoran Janković sta večkrat sistematično kršila protikorupcijsko zakonodajo in KPK-ju lagala o svojem premoženju. Predsedniku SDS in takratnemu premijeju Janezu Janši se je premoženje nepojasnjeno povečalo za 210 000 evrov, predsednik največje opozicijske stranke in ljubljanski župan Zoran Janković pa ni prijavil za vsaj 2,4 milijona evrov premoženja. Janković je na kongresu stranke zaradi ugotovitev KPK zamrznil svoj status, prav v njegovi Pozitivni Sloveniji pa je mesto podpredsednika zasedal Robert Golob, zdajšnji predsednik vlade, ki je aktualno dogajanje takrat primerjal s partijo šaha. Tem je naš Zoran Janković, predsednik, on ni kralj, ki ga moramo braniti za vsako ceno. On je kraljica, on je naše najmočnejše orožje. Pa vendar. Včasih kraljico pri šahu tudi žrtvujemo. Objava poročila KPK je takrat tako zatresla slovensko politiko, da se je zaradi nezaupnice v državnem zboru moral Janez Janša posloviti iz premijerskega mesta. Položaj predsednika vlade pa je zaradi zamrznjenega statusa Zorana Jankovića v stranki zasedla takrat njegova še zelo tesna sodelavka Alenka Bratušek, ki je Janković moral prepustiti tudi vodenje stranke Pozitivna Slovenija. Iz mesta župana medtem ni odstopil, obenem pa večkrat podvomil v pravilnost delovanja KPK. Šel bom na sodišče in do pokoja bom svojo pravico dokazal, pa ne več niti zaradi županstva, niti zaradi državne politike, ampak predvsem zaradi obeh vnukinj in vnuka. Sem dobil že prvič na sodišču in sem pripričan tudi drugič. Srečno. Ljubljanski župan je pravico želel preko upravnega in vrhovnega dokazati še na Evropskem sodišču za človekove pravice, a je to oktobra lani zavrnilo Jankovićevo pritožbo, da je objava poročila KPK-ja, v kateri so mu očitali, da ni prijavil za vsaj 2,4 milijona evrov premoženja, povzročila politično krizo v Sloveniji. Evropsko sodišče za človekove pravice je s tem odločilo, da je Komisija za preprečevanje korupcije v postopku postopala pravilno in zakonito. Gospa Čadonič Špelič, kako vi zdaj gledate na to, da predsednik vlade Robert Golob kljub predvolilni obljubi, da bi zagotovo odstopil, če bi KPK ugotovila kršitev integritete pri njem, zdaj, ko se je to zgodilo, pravi, da ne bo odstopil in da je takrat integriteto razumel drugače? Ja, zdaj smo iz prispevka videli, da je pred 10 leti integriteto pravilno razumel, saj je rekel, da je treba žrtvovati kraljico, v tem primeru Jankovića. Zdaj, Robert Golob dejansko zakone razume po svoje, ne samo tega, tudi druge in tako tudi vlada te 4 leta. Jaz mislim, da nekdo, ki je sam si postavil standard, saj mu ga ni nišče drugi, on je sam odgovoril na to, da bo odstopil, če KPK ugotovi kršitev, zdaj dejansko kaže, da ni takrat mislil resno oziroma da ni mož beseda. Glejte, zaradi tega njegovega razumevanja zakonodaje je dejansko že zdaj kaos v državi, kajti on je sam v Novem mestu priznal, da institucije ne delujejo. Zakaj institucije ne delujejo? Zato, ker očitno on in Gibanje Svoboda razumejo zakone po svoje in za njih veljajo zakoni drugače kot za ostale ljudi, ki živimo v tej državi. Se strinjate s tem razmišljanjem, bi moral Robert Golob uresničiti svojo obljubo? Veste, jaz sem danes tukaj tudi v vlogi nekoga, ki brani pravni red te države. Vsakdo v naši državi, pa naj bo politični funkcionar ali ne, ima pravico do sodnega varstva. To nam zagotavlja ustava, ki pravi, da o pravicah vsakogar, njegovih dolžnostih in obtožbah zoper njega odloča neodvisno, nepristransko in zakonom ustanovljeno sodišče. Torej, vsakdo, ki meni, da je bilo poseženo v njegovo pravico, tudi če je bilo poseženo z odločbo neodvisnega organa, lahko sproži sodni spor, v tem primeru upravni spor.
Gospod premijer je to napovedal, odločitev KPK-ja ni pravnomočna in popolnoma neodgovorno je, predvsem od politikov, da se izrekajo o tem primeru in da vsebinsko opredeljujejo in razlagajo ta primer. Ampak gospa Urška Klakočar Zupančič, to naši gledalci že vedo in to ni nič narobe, da bo gospod Golob posegal po vseh pravnih sredstvih, absolutno je pravilno. Samo on je dejal na predvolilnem soočenju, če bo KPK, ne sodišče, ugotovilo, da sem kršil integriteto, bom zagotovo odstopil in zdaj ne odstopa. In zdaj me zanima, kaj pravite na to. V primeru, da bi sodišče potrdilo odločitev KPK-ja, gre tukaj še zmeraj za odločitev KPK-ja, ki pa je pravnomočna. Če pa bi sodišče recimo to odločitev odpravilo, kar se je tudi že dogajalo, moramo biti kar iskreni, recimo zadnji primer je bil bivše ministrice za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, pa se ne spomnim, da bi jo katerikoli novinar potem povabil v oddajo in vprašal, kaj misli o tem, velika škoda pa je verjetno bila storjena, potem bi recimo rekla v redu, ampak tukaj, glejte, je treba spoštovati pravno državo in naš pravni red. In vsakdo, ki to meni, ima pravico to tudi sprožiti. In po pravnomočnosti, dovolite, da končam, samo to, po pravnomočnosti nastopijo konsekvence in nastopijo posledice. In če sodišče potrdi odločitev, je ta pravnomočna in gre še zmeraj za odločitev neodvisnega organa, v tem primeru KPK. Jaz pa vendarle mislim, da je popolnoma narobe, da politiki se ne držijo svojih obljub. Po domače povedano, da prelomijo besedo. Ti politiki zaradi te prelomljene besede nimajo več integritete pred narodom. Jaz bi pa tako to komentirala. Jaz vam moram edino samo še eno stvar tukaj omeniti. Veste, pred časom, dovolite mi, da to povem, je bila vložena kazenska ovadba zoper mene. Tukaj sedeča poslanka jo je tudi podpisala. Ta kazenska ovadba je bila zavržena. Jaz se ne spomnim, da bi kdo takrat razmišljal o odstopu, še manj, da bi se vsaj opravičil. Tako da ta dvoličnost in te dvojni standardi, to je pa tudi nekaj, o čemer se moramo pogovarjati. Ne gre za dvoličnost. Vi, če se prav spomnim, niste pred volitvami nikomer obljubili, da če bo proti vam vložena ovadba, da boste odstopili. On pa je kot kandidat za predsednika vlade slovenski javnosti izrekel tisti znani stavek. Seveda bom odstopil in o tem se zdaj pogovarjamo. Pogovarjamo se o tem, kdo je to državo vodil cele 4 leta. Gospod Hojs, gospod Goršek in gospod... Ja, dejansko se pogovarjamo o tem, kje danes smo. Torej, danes nismo tam, kamor je gospod Golob včeraj govoril, da ga lahko pripelje KPK. Danes tam smo. Torej, po 3 letih in pol njegove vladine je ta država v kaosu. Torej, cigani pobijajo ljudi, ljudje čakajo na bolnišnico, da ne govorim vsega ostalega. Gre pa tukaj za dve, po moje, dosti bolj ključne stvari. Prva je ta, da je šlo za politično obljubo, torej gospod Golob je dal politično obljubo, da vkolikor se bo to zgodilo, bo odstopil, tega ne bo naredil, ampak tega smo vajeni. On nekako skozi 4 leta, 3 leta in pol dejansko volivcem in skupaj vsem nam laže. Da je lažnivec, smo ugotovili že po večjih njegovih dejanjih in večjih njegovih besedah. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa to, da se po moji oceni tudi tale odločba KPK nanaša na, tako kot je gospa predsednica povedala, na mizerna 2 SMS-ja. Na nek način bi lahko rekli, da dejansko gre za neko butalsko sodbo ali nekaj takega, medtem ko se pa tistega, kar je ključno, ni nihče do danes še dotaknil. Vi, novinarji, ste to korektno izpostavili. Gospod Robert Golob je za gospod Tatjano Bobnar na javni radioteleviziji javno izjavljal, da je potrebno policijo počistiti drugače mislečih. Torej, politikov, ki mislijo drugače, političnih ljudi, ki mislijo drugače. In če mene vprašate, bi gospod Robert Golob že od tistega trenutka, ko je to javno najavljal na podlagi ustave in zakona kazenskega zakonika, mogel biti v kazenskem postopku. In ne gre za to, da se danes pogovarjamo o tem, ali bo gospod Robert Golob 2 meseca pred volitvami odstopil ali ne bo odstopil. On bi mogel po tistih svojih javnih izjavah ne smel biti več predsednik vlade. Takrat se je samo ovadil. Dobro, gospod Goršek, gospod Medvešek, potem gospa Klakočar Zupančič. Ja, gledajte, v stranki Socialnih demokratov definitivno spoštujemo odločitve neodvisnih institucij. Nenazadnje smo tudi vedno prevzeli odgovornost, ko bi bilo to treba. Tudi, če spomnim, 2023 smo nekako menjali celotno vodstvo stranke, ko so se ugotovile neke domnevne nepravilnosti, ne glede na to, ali je krivda bila direktno ali pa nedirektno na posameznike targetirana.
In bi tukaj opozoril na eno drugo stvar, ki je Ampak zelo preden vi pomembna. opozorite na eno drugo stvar, me zdaj zanima, ker sem že vse to vprašal, a vi menite, da bi moral premier izpolniti svojo obljubo, kljub temu, da smo 2 meseca pred volitvami, če je pred volitvami obljubil, da bo odstopil zagotovo in držati svojo besedo? Glede, jaz seveda, če bi se to zgodilo meni, bi se držal tega, kar sem rekel. Obžalujem pa, da starejši kolegi, pa ne samo v tem primeru in ne samo Robert Golob, že desetletja nekako obljubljajo stvari, ki jih potem ne realizira. To ni unikum v slovenski politiki, nažalost. In ta del, na katerega sem želel opozoriti, ne, problem je ponovno komunikacija do institucij, katere danes obravnavajo ta primer, strani politike. In tukaj je res treba nekako ustaviti konje, stopiti korak nazaj. Ta politični stampedo, ki se zdaj dogaja na KPK, in to se je že dogajalo v prejšnji vladi, to se mora zaključiti. Temu smo rekli ne in danes se to ne bi smelo dogajati, kar se dogaja, da politika na tak način komunicira z neodvisno institucijo. To ne krepi tudi ostale institucije. Gospod Medveš. Ja, gledajte, ta primer ugotovitve so bile dane, ni zaključen, napovedane so sodni postopki. Tako da odgovornost politike je tudi v tem, da ne komentira, tako kot je že gospa Urška Klakočar Zupančič povedala, da ne komentira odprtih postopkov, dokler te niso zaključeni. Vsi, ki Ampak postopek pred protikorupcijsko komisijo je zaključen. Ni še zaključen, odločba ni še pravnomočna. Dokler odločba ni pravnomočna, postopek ni zaključen. Se pravi še 30 dni za pritožbo, dobro? Tako je. Tožbo. Tako je. Zdaj, v Levici mi smo zavezani z visokim standardi integritete. Zdaj, jaz vsebinsko, kakor sem rekel, ne bom komentiral tega primera, bi bilo neodgovorno z moje strani, tako kot pravnika in politika. Hkrati, Levica je morda edina stranka v političnem prostoru, ki nima afer. Njeni predstavniki nikoli niso bili pred institucijami niti preiskovani. Tako da, glede pa obljub, vsak pač mora nositi odgovornost za obljube, ki jih da. Tako da več kot toliko tukaj ne gre kaj dodati. Ja, pogledajte, zanimivo je poslušati posebej obe stranki, torej Levico in pa Socialne demokrate, o spoštovanju prava. Toliko servilnosti in oportunističnosti, kot smo jih v teh dneh slišali, v teh dveh znak pravzaprav ne moremo dojeti. Spomnimo se 10 let nazaj oziroma 12 let nazaj, ko ne ena, ne druga stranka ni govorila niti dneva o tem, kako spoštuje pravno državo, ampak so pograbili mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, ki takrat na nek način oblatila gospoda Janšo in gospoda Jankovića, in drugi dan na vseh javnih radijih, televizijah tolili, kako je nesprejemljivo, da taki ljudje ostajajo na svojih pozicijah. Torej, gre evidentno za stranki, ki očitno imate velike koristi od tega, da je na oblasti Robert Golob, če ravno ta velika korist ne gre njima v prid. In jaz sem prepričan, da vkolikor bi te dve stranki imeli neko integriteto in ne bile do predsednika vlade tako servilni, ta predsednik vlade ne bi odstopal danes ali pa v teh 2 mesecih, ampak bi svoj mandat končal, že tako kot sem povedal, z javnimi izjavami, kako bo počistil za drugače mislečimi. Gospod Hojs, nedolgo nazaj ste vi v programu v bistvu javno belodanili, da boste počistili ne samo s posamezniki v posameznih organih, ampak ste dobesedno od nevladnikov, da ne vem koga vse v to dali. Se pravi, v bistvu sami sebe zdaj uvajate. Ne, nikogar nismo rekli, da bomo počistili. Povedali smo, da bomo uredili financiranje. Razmontirali boste KPK, je bil citat. Ne, oprostite, nismo rekli, da bomo razmontirali KPK. Mi pa že od vsega začetka, torej že v našem mandatu govorimo o tem, da je KPK brezzobi tiger in da take institucije kot je KPK ne potrebujemo. In tudi danes lahko to zagotovim, da smo na tej politični osnovi. Se pravi, če boste prevzeli oblast KPK-ja, ne bo več? Ne, mi mislimo, da je KPK v bistvu nepotreben, da potrebujemo neko finančno policijo po vzoru italijanske finančne policije, ki se ne bo ukvarjala z načelnimi mnenji in pa z 2-3 SMS-i, ampak bo procesirala ljudi, ki govorijo o tem, da bodo politične nasprotnike počistili oziroma da bodo preganjali gospodarski kriminal, tako kot bi ga morala naša policija, pa je na žalost zaradi uzurpacije policije Roberta Goloba in policije strani Gibanja Svoboda v popolni deplasmaju. Jaz bi rad pač komentiral to. Gospod Hojs ima mogoče kratek spomin. V času, ko se je tudi vaš prispevek nanašal, stranke sploh Levica ni bilo. To so dogodki z
pred nastankom stranke Levica. Tako da o servilnosti bi jaz bil previden glede govora, ker namreč jaz se spomnim enih drugih časov, pa niso tako daleč, ko je gospod Hojs režiral delo policije, ko je skupaj z poslanci sedanje opozicije hodil v nadzorne centre policije. Pa tukaj zdaj so ga polna usta integritete in kako bi morali se oprostite, gospod. Po našem mandatu je vaša... Vi ste odstopil, pa niste odstopil. Po našem mandatu je vaša gospa ministrica, ki je danes vaša nasprotnica, torej gospa Tatjana Bobnar, vložila kar nekaj kazenskih ovadb zoper mene in zoper tiste policiste, ki naj bi kaj delali narobe. Mimogrede, v anarhiji, ki ste jo povzročali vi in stranka SD v Ljubljani, so bili ranjeni zgolj policisti, ne pa vaši protestniki. Vse kazenske ovadbe, ki ste jih vložili zoper mene, so bile zavržene. Na koncu so v postopku zgolj 4 policisti, navadni policisti, ki so profesionalno opravljali delo. In to je zasluga vaše depolitizirane policije, ki je resnici na ljubo ne toliko vaša, kot je depolitizirana zaradi Gibanja Svoboda. Dajmo se pogovarjati danes o delu predsednika vlade in o tem procesu. In jaz bi ga res rada komentirala, ampak lahko... Oprostite, jaz bi resnično želela tukaj pa res zaščititi integriteto tako neodvisne institucije, kot je tudi Komisija za preprečevanje korupcije, kot integriteto vseh posameznikov, ki se znajdejo pred postopki in konec koncev integriteto naše države. V naši državi velja pravni red, v naši državi imajo posamezniki določene pravice, ki jih lahko ali pa ne izkoristijo. In to je tisto, kar moramo spoštovati. Predvsem bi se pa tukaj na tem mestu zdaj vprašala o integriteti tukaj le mojega soseda, sicer na moji levi, ki je pravkar eno skupino ljudi imenoval z izrazom, ki je neprimeren, gospoda, ki je ljudem govoril svinje in biseri in podobno. Tako da mislim, da je najmanj primerno, da se kakorkoli on izreka o integriteti, pa vem, da je veliko besed bilo sedaj izrečenih o integriteti, vsi so strokovnjaki za to. Jaz pa bi rada povedala, sodišče je tisto, ki bo o tem odločilo in ko bo zadeva pravnomočna, sem pa povsem prepričana, da bo premier potegnil posledice in takrat bodo nastale posledice in prav je tako. V demokratični državi, v pravni državi, v državi, kjer se spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine vsakogar, je prav tako, da organi, ki so temu poklicani, o tem tudi odločijo. Kaj pravite na to, gospod Čadović? Jaz bi pa rada z vso odgovornostjo komentirala ta proces. Naj spomnim, jaz sem članica preiskovalne komisije, ki je preiskovala vpliv gospoda predsednika vlade na delo policije. Imeli smo veliko sej. Gospa Tatjana Bobnar in gospod Glindav sta pričala 23. oktobra leta 2023. Takoj zatem smo pričakovali, da bo pričal tudi predsednik vlade, kar je javno na vseh televizijah obljubil. Ne samo, da bo pričal, rekel je, da bo z papirji in z pričami dokazal, da ona dva lažeta. To se ni zgodilo. 3-krat smo pisno zahtevali, naj pride vsaj poslancem pojasniti. Ne, ni ga bilo, ker je ignoriral vse. Zdaj si pa upa v vašem studiu govoriti o politizaciji KPK-ja, o predvolilnem času. Takrat, leta 2023, je imel čas priti in oprati svoje ime in dokazati svojo nedolžnost. Ni ga bilo. Kako ga ni sram pred ljudmi govoriti o 2 SMC-jih? Zamolči pa, da je poročilo dolgo 64 strani. Jaz absolutno to verjamem, ker ti glejte, ta 2 poročila sta samo en majhen delček njegove zgodbe. In tudi za tema 2 poročiloma stojijo konkretna imena konkretnih ljudi, ki so delali v policiji in jih je bilo treba odstraniti. In še marsikaj drugega smo tam slišali. Torej, naj končno prevzame odgovornost, vsaj politično odgovornost in ljudem pove, da mu ni pomagalo skrivanje, da mu ni pomagal Zdolšek
in da bo treba zdaj končno prevzeti odgovornost. In še nekaj, ko nekdo reče, da če njega ne bo, da bo kaos v državi, takega človeka se je treba bati. Kdor misli, da je nezamenljiv, je zame nevaren. Kaj pravite, a se vi strinjate, gospa Klakočar Zupančič, z očitki, ne to, kar je navedla gospa Vida Čadonič Špelič, ne, ki jih je predsednik vlade Robert Golob, ne, vi pravite, da boste vi zaščitili zdaj to KPK pred gospodom Hojsom, a ne, ko je on govoril o njih, ampak me zdaj zanima, a vi se strinjate s tem, da je pri tej odločitvi KPK-ja, da je kršil integriteto, da gre za politizacijo, da se želi KPK umešati v volitve in tako naprej in povzročiti kaos v državi? Poglejte, kot prvo, jaz mislim, da KPK se ne rabi ščititi pred gospodom Hojsom, da bo sama poskrbela za to, prvo, ne, tako rečemo, tukaj se strinjava. Sicer pa, poglejte, kot sem že na začetku povedala, me sprašujete, kaj jaz menim o integriteti, o posledicah in podobno. Ko sem že povedala, da se vsebinsko upletanje in opredeljevanje do posamezne zadeve, kjer še ni pravnomočno zaključeno, se nikakor ne bom o tem izrekala. Jaz vas nisem vprašal, kako se izrekate o ugotovitvi komisije, ampak o tem, ali se strinjate z očitki premierja Goloba, ki jih je izrekel komisiji, da gre za političen obračun z njim, da je verjetno, da spraševal se, ali so želeli povzročiti kaos, da zadeva, to me zanima. Ta dva očitka. Se strinjate s tem? Se tudi o njegovih izjavah, ki so bile uperjene zoper KPK, ne bom izrekala. Jaz nisem na njegovem mestu, lahko razumem vsakogar, ki se znajde pred postopki, da je to izjemno naporno, tudi čustveno naporno, in nisem tukaj zato, da bi kogarkoli branila ali pa da bi kogarkoli spremenila v žrtev. Jaz samo pravim, da ima vsakdo pravico, da uporabi pravna sredstva oziroma sodno varstvo zoper odločitve organov. In v tem primeru je gospod premier to napovedal in zato je prav, da to spoštujemo in počakamo na to, da se postopek resnično zaključi. In takrat se vlečejo poteze in takrat se dajajo vrednostne sodbe in takrat je tudi prav, da se človeka vpraša, če je odločitev takšna, ali bo sprejel kakršnokoli odgovornost, politično, civilno ali konec koncev kazensko. Jaz mislim, da se mi kot politiki... Mi imamo v Sloveniji dva ključna politika, ki sta na obravnave pred KPK, tudi pred vas novinarje, prihajala z odvetniki, z eminentnimi odvetniki, zavlačevala postopke. In ta dva politika sta gospod Janković in pa gospod Robert Golob. In ne pozabimo, gospod Robert Golob je še v enem drugem zelo pomembnem postopku, za katerega je policija, torej depolitizirana policija, si zamislite, ugotovila, da je potrebno spisati kazensko ovadbo. In to je ravno v tej smeri, torej vplivanja in želje po podreditvi policije. Ta kazenska ovadba še zmeraj presoja na tožilstvu, čakamo, ali bo uvedena sodna preiskava ali ne. In jaz se sprašujem, ali bo čez en teden, če bo ta sodna preiskava uvedena, prišel gospod Golob v studio in v vesolni Sloveniji razlagal, kako je policija to storila ravno v času pred volitvami. Torej, te nebuloze, ki jih je včeraj v vašem studiu razlagal gospod Golob, so se mi zdi presenetile tudi večino Slovencev. Seveda se ta kazenska ovadba nič ne obravnava na tožilstvu. Kolikor je meni znano, je bila vložena zahteva za preiskavo, kar pomeni, da je sedaj na potezi preiskovalni sodnik in torej tretja veja oblasti sodišče, v katero se ne vpletamo. Povejte mi, gospod Goršek, boste vi zdaj do konca ustrajali v vladi, ne boste se nič spraševali, ker pravite, da je treba spoštovati odločitev institucij. Kako boste zdaj peljali vašo pozicijo vaše stranke do volitev? Poglejte, kot že rečeno, 2 meseca je do volitev in takrat bo ljudstvo spregovorili, kakšno prihodnost bi si želeli in kakšne politike si želijo na vodstvenih položajih. Ker pa prej nisem imel priložnost se navezati na trditve gospoda Hojsa. 2013 in 2021 ste demonizirali odločitve KPK-ja. Takrat so argumenti bili dobesedno enaki, kot ste jih zdaj navajali, da jih uporablja Robert Golob, v smislu, da so pred volitvam to nekako vam namestili in tako dalje in tako dalje. Tako da čez 2 meseca bo enostavno ljudje imeli odločitev pred sabo, ali bojo volili stranko, ki prevzema odgovornosti, ali pa tiste, ki ne prevzema odgovornosti.
si se pa strinjam z gospod Urško Klakočar Zupančič, gospod premijer ima vso možnost to tudi pravno nekako se braniti. In potem, ko bo vsa odločitev oziroma ko bo končna odločitev prišla, bomo mogli tudi v naši stranki se lepo demokratično pogovoriti, kako naprej, bi pa počakali do tega momenta. Tako je tudi prav. Jaz mislim, da ima gospod predsednik vlade prvo dolžnost, da govori resnico. In spet se je pokazalo danes, da ni govoril resnice. Drugo, jaz mislim, da imamo pravico od njega to zahtevati, tudi mi politiki, v imenu ljudi, za katere je odgovoren. In če me vprašate o njegovih dejanjih, njegova dejanja in njegovo obnašanje, predvsem do nadzornih funkcij, niso pravilne. On je razgradil sistem. Kako si more dovoliti predsednik vlade, da reče, da ne bo spoštoval zakonov? Kdo jih pa potem bo, če jih on ne bo? Odknavate. Pravna država deluje, ravno to, kar smo videli, da nihče ni nad zakonom, to se pravi, vsak je obravnavan lahko pred organi, potem tudi pred sodišči, pomeni, da pravna država deluje, noben sistem ni razgrajen, vsak pa seveda, kot sem prej opozorila na dvoličnost, naj malček počisti pred svojim pragom in v svojih strankah. Mislim, da imate tudi vi kar nekaj članov, ki imajo kazenske ovadbe. Mi nimamo predsednika vlade. Drugo, pa veste, jaz nisem nič komentirala postopka. Jaz vse institucije spoštujem in to enako pričakujem tudi od predsednika vlade. Jaz mislim, da je to najmanj, kar od njega pričakujemo. Gospod Hojs, gospod Goršek. Jaz mislim, da je v tistem delu, v katerem je govoril včeraj gospod Golob, torej pa o katerem govori tudi gospa Urška, torej da je velika možnost, da bo ta sodba oziroma ta odločba KPK-ja na sodišču razveljavljena. To je velika možnost in seveda jaz sem prepričan, da je šlo zgolj za eno veliko resno opozorilo gospodu Golobu strani globoke države. Zato boste lahko v naslednjih tednih videli popolno spremembo obnašanja gospoda Goloba, kako bo kar naenkrat servilen ne zgolj do KPK-ja, ampak do vseh tistih, ki so ga na to mesto nastavili. Gospod Goršek, gospod Mideši, končamo. Omenjene institucije, ne bi rekel, da so institucije sesute, se pa počasi krhajo, to bo pa treba si priznati, zaradi tega, ker si politika enostavno sama interpretira, koga imenovati na najvišje pozicije in kako bi te institucije mogle delovati. Zato pa nažalost ni kriva samo ena stran, moramo si priznati, tukaj mogoče nismo bili dovolj zaščitniški do teh sistemov, vsi skupaj. In mislim, da bomo imeli v naslednjem mandatu popolnoma vsi to priložnost, da se nekako ne izneverimo ljudem in da te sisteme zaščitimo in upam, da se bomo tega tudi nekako lotili, ne glede na to, katera vlada bo. No, politika pa mora ostati pred vrati policije, a ne da, pred vrati direktorja policije, tako kot je rekla gospa Bobnar. In ker se to ni zgodilo, imamo politizirano policijo. Gospa Čadonič-Špelič, politika mora ostati izven vseh institucij, tudi sodne veje oblasti, ne pa organizirati proteste pred sodnimi palačami in govoriti o krivosodju. Takrat, ko bomo začeli spoštovati institucije države in demokracijo, bomo tudi drugačni. Države in politika naj ostane v pravnih okvirih. In zato je odgovorna seveda politika, da zaščitimo institucije in integriteto. In to ne gre zgolj za pravno odgovornost, gre seveda tudi za politično odgovornost in na tej politični odgovornosti je premier popolnoma padel. In politika naj se vzdrži vsebinskih komentarjev pred dokončno odločitvijo organov.